Lepo pozdravljeni, dragi gledalci, spoštovane gledalke v klepetu z županom občine Medvode, Nejcem Smoletom. Gre za zadnji klepet s dodano vrednostjo, saj upam, da v tem mandatu bo držalo. Ja, zagotovo. V tem mandatu, ampak to pomeni, da ste šli v novo kandidaturo in da bo mogoče ta klepet na sporedu v novem mandatu tudi. Upam, da v vsakem primeru, ali z mano ali z drugim županom oziroma županjo. Ja, včeraj je bila vložena kandidatura. Skupaj z potrebnimi podpisi podpore. Ja, občinska volilna komisija je določila, da je potrebno za nestrankarske kandidate 130 podpisov. Pri čemer moram res reči, da ta sistem zbiranja podpisov za nestrankarske kandidate in liste je za moje pojme strahotno kompliciran, ker morajo ljudje dejansko iti na krajevni urad oziroma upravno enoto tam potrditi oziroma overiti, ali kako se temu reče, svoj podpis in potem ta list fizično dostaviti nazaj nekako do kandidata. Tako da sem res vsem iskreno hvaležen, ki so to naredili. To je ena velika podpora tudi za In velika popotnica tudi za... Zagotovo, to je res, da ljudje, ki si vzamejo ta čas, potem upam, da bojo si vzeli tudi na volilno nedeljo in glasovali. In sem vesel, da smo zbrali več kot 130 podpisov oziroma več kot 500 podpisov in s temi 500 in več podpisi potem včeraj vložili kandidaturo. Jutri je tudi zadnja seja v tem mandatu občinskega sveta. Se mi zdi, na dnevnem redu ni nič kaj takega, kar bi občinske svetnike spravilo na obrate, ali se pač motim? Tudi jaz upam, da ne, da bo prijetna zadnja seja. Tako kot je bila tudi, če smo iskreni, večina sej v tem mandatu. Seveda se je kdaj skrilo, posebej recimo pri obravnavi proračunov, kar je tudi na nek način logično, saj to so glavni ali pa najpomembnejši ponavadi akti, ki jih sprejemamo. Je pa res, da tematika jutrišnje seje, vsaj tista osrednja točka, to je program opremljanja, mogoče na prvi pogled ne zgleda tako zelo pomemben, ampak za občino pa je, ker pomeni kar precejšen del prihodkov v prihodnjem letu, na letu 2020. Če bi recimo tega odloka ne sprejeli, ker recimo je bilo tudi razmišljanje, zakaj zdaj treba en dan pred začetkom volilne kampanje še imeti sejo občinskega sveta, potem mislim, da pademo pod neko uredbo, ki določa drugačen sistem izračunavanja komunalnega prispevka, ki bi bil pa za občino izrazito neugoden. Tako da s tem nekako ohranjamo konstanto komunalnega prispevka približno tam, kot je bilo, pa se zavedamo, da je napovedano, zdaj kaj bo vladi uspelo, pustimo se presenetiti, ampak nekje že v letu 2019 naj bi bila nova metodologija strani države določena za izračun komunalnega prispevka. Takrat bo mogel pa pač nov sestav občinskega sveta sprejeti tudi nov odlok. Pa vendarle na dnevnem redu jutrišnje seje je tudi pregled realizacije sklepov z minule seje. Na minuli seji so občinski svetniki soglasno sprejeli tudi sklep, da zdravstveni dom Medvode ostaja ob sobotah odprt. Vendar pa direktorica Tomič Matičeva pravi ne in je že zaprla vrata. Ne vem, kako naj zdaj tukaj odgovorim. Po eni strani lahko razumem tudi argumente, ki jih navajajo v zdravstvenem domu. Po drugi strani pa mislim, da se je razpravo na občinskem svetu tudi kar malo zlorabilo, v tem smislu, da so vsi bavi in da so vsi proti zdravstvenemu domu. To sploh ni res. Jaz sem dostikrat tudi že javno povedal, da sem na mnoge stvari v našem zdravstvenem domu ponosen, kako jih peljajo. Bi si pa želel, da bi toliko energije, ki je bilo vložene zdajle v to, da se je zdravstveni dom ob sobotah zaprl strani vodstva zdravstvenega doma, da bi to energijo v bodoče rajš potrošili za to, da dobivamo dodatne programe, ne da jih sam napovedujemo, da širimo zdravstveni dom, da se tudi resno lotimo zgodbe o prizidku, o tem, da pride gor lekarna in tako naprej in tako naprej. Skratka, rajš kot o tem, kaj zapiramo in kaj krčimo, bi se pogovarjal o izzivih, ki so. Popravite me, če se mogoče motim. Če bi zdravstveni dom Medvode recimo ustvaril izgubo,
bi jo morala kriti občina Medvode ali pač ne. Torej, ko gre pa za organizacijo dela, pa nima kakšne posebne Jaz dostikrat besede. rečem, da vsi javni zavodi jih imamo najrajši takrat, ko o njih ne razpravljamo, ker to pomeni, da poslujejo pozitivno. V primeru, da poslujejo negativno, je pač mora izgubo kriti ustanovitelj, to je pa občina, torej takrat je glavobol. Pri samem delovnem času pa je, mislim, da po starem statutu oziroma poslovniku, mislim, da je statut zdravstvenega doma, mora o spremembi delovnega časa dobiti soglasje tudi sveta zavoda, direktor. Sicer je to drugače direktorjeva pravica, da določa delovni čas. Zdaj po novem statutu, ki so ga sicer sprejeli, ampak so ga nepravilno sprejeli, tako da ne more stopiti v veljavo, je pa to izključno domena direktorja. Ja. Torej, če se ne motim, bi sedaj svet še moral odločiti. Ja, in pričakujem, da bojo o tem morali še odločiti. Dobro. Se strinjate z mano, da bi bil najbolj tak idealen scenarij v soboto dopoldne, recimo zobozdravniki opravljajo nadstandardne storitve, za katere sicer med tednom običajno pravijo, nimajo časa oziroma te nadstandardne storitve zahtevajo več časa kot tiste nestandardne oziroma standardne storitve. Bi bil to tak lep scenarij, mogoče tudi zato, da se glavarina ponovno poveča pri zobozdravnikih in da zobozdravniki ne prinašajo izgube zdravstvenemu domu. To bi bil sanjski scenarij. Ne? Sanjamo sicer lahko, ampak v realnosti pa ponavadi so bolj redko uresničene, ker ta vaš primer pravzaprav predpostavlja, da so razčiščene še ne druge zadeve, ki pa pri nas še niso. Tudi v zdravstvenem domu ne. Tudi potem se tukaj odpira delo, se pravi preko koncesije in tako naprej, vsa ta vprašanja. Ta vprašanja mene, mislim, da upravičeno skrbijo, ker če imamo ali pa tromesečno žolčno razpravo samo o odpiralnem času, kje smo potem šele pri resnih problemih, ki nas zadevajo. No. Občina Medvode je še vedno ena tistih redkih ali pa celo edina, ki ni še podelila koncesije na področju zobozdravstva. Se je vaše stališče do koncesij kaj spremenilo v tem mandatu? Mogoče gre kdaj tudi na škodo občanov, glede na to, da koncesionar zobozdravnik se lahko vendarle bolj prilagaja nekako potrebam občanov. Občani pa za to storitev plačajo enako ceno, kot jo v zdravstvenemu domu. In potem iščemo, ne vem, privat zobozdravnike, koncesionarja drugod, mogoče v tem. Ja, moje stališče se ni kaj dosti spremenilo, zato ker ugotavljam, da za te stvari mora biti najprej zrela skupnost, pa zreli odgovorni. Koncesija zame je ena stopnja naprej v smislu zaupanja. Mi moramo najprej zaupati, da bo koncesionar dejansko pod enakimi pogoji izvajal vse. Jaz vem, da predpisano je že vse, samo vse v tej državi marsikaj predpisano, pa ne gre tako, kot bi mogli iti. Tako da jaz sem bolj naklonjen javnemu zdravstvu v tem smislu, da je bolj ovladljivo. Sicer bi me kakšen kritik lahko takoj vprašal, pa rekel, a res, poglejte, se še za delovni čas ne znate zmeniti, kar je tudi res. Tako da po mojem je zdajle čas absolutno neprimeren za kakšne velike odločitve. Smo v predvolilnem času, v času razgretih glav, ko se včasih tudi reče kakšna stvar, ki se potem kasneje, ko gre življenje naprej, ne misli tako zelo resno. In bo pa zagotovo mogel nov sestav občinskega sveta o tem resno premisliti. Ampak spet, občinski svet je politični organ. On rabi imeti pripravljavca, ki je strokoven. En del že lahko naredi občinska uprava. Ampak javni zavodi so naši partnerji. Oni morajo imeti najprej zelo jasno vizijo, kaj želijo. Potem mora biti ta vizija sprejeta na svetu zavoda. Potem pa to vizijo nekako, če se da tudi že prej, no, ampak če drugače pa takrat, posvojimo tudi lokalna skupnost. Ampak stroka se nahaja na Ostrovrharjevi. In s tem jaz še zmerom jim dajem ta mandat zaupanja, da rečem, naj oni pripravljajo tisto, kar je. Ker se mi zdi, da kaj enkrat o zdravstvu pa res, dokler se o jaških pogovarjamo, še lahko rečem, da imamo mogoče tudi tisti bolj laiki, ki lahko svoje mnenje, ampak zdravstvo je pa res občutljivo. No?
In tako, ko sem začel ta odgovor, tukaj jaz vidim zdaj največji napor je treba doseči v tem, da se vzpostavi nazaj zaupanje. Ta nivo komunikacije, ki pa ne morem reči, da med županom in zdravstvenim domom, ker mi pravzaprav zdaj zelo malo komuniciramo. Jaz se ne rad kregam in se pa rajš umaknem. Ampak tudi puščice, ki letijo iz ene in druge strani, tudi včasih strani občinskega sveta, ki ga je pa za razumeti. Občinske svetnike si predstavljam, da grejo v trgovino, jih pocukajo ljudje pa rečejo, veste kaj, da ste pa v soboto zdravstveni dom zaprli. To je nekaj podobnega, kot to, da jaz ne dovolim, da je cel ginekolog, pa res nimam z ginekologom nič v zdravstvenem domu. Imate sploh občutek, da smo ljudje vedeli, da je ob sobotah redni delovni čas? Se je sploh zgodilo, da so pacienti oziroma da smo mi vedeli, da smo lahko naročeni tudi v sobotah? Ne vem, če. Obisk je bil zelo klaveren. Po tistih številkah, ki jih navaja zdravstveni dom, je bil obisk zelo klaveren in ne vem, mislim, karkoli bom rekel, bom napačno sodil. Jaz nisem vedel, da je to možno. Je pa res, da nimam zobozdravnika gor v zdravstvenem domu ali pa osebnega zdravnika, nažalost tudi ne. In ne vem, vse pravi, meni se zdi, da je zdaj res ključno gor rečem, zato ker so eno savsko teraso nad nami, v zdravstvenem domu, da res se zadeve umirijo, naj se delajo strokovno, ampak naj se delajo tudi z občutkom za lokalno skupnost. Ne smemo pa pozabiti, zdravstveni dom ni zaradi zdravnikov, ampak je zaradi bolnikov. Pa greva sedaj na povsem drugo temo. Ko ste prevzeli mandat, ste imeli občutek, da se bo občinski prostorski načrt sprejemal v tej končni obliki šele sredi leta 2018? Ne. Jaz sem bil prepričan, da bomo do pomladi leta 2015 imeli občinski prostorski načrt pod streho. Že prej ste omenjali malce več komunalnega prispevka, ki se nam obeta. Je kakšen naval že v tem trenutku ali smo, ne vem, ljudje v teh zadnjih 10 letih spremenili svoje gradbene načrte, če so jih imeli, ker so pač toliko časa čakali na ta občinski prostorski načrt, ali pač ta birokracija v Šiški še vedno tako počasi melje, da se en tak gradbeni bum mogoče obeta šele prihodnje leto? Se še ni mogel zgoditi. Iz zelo enostavnega naslova 1.6. se je spremenila gradbena zakonodaja. Velika večina ljudi, ki so imeli namen letos kaj delati, so gradbena dovoljenja vlagali pred 1.6., ker so še vedeli, kako bo to izgledalo. Zelo poenostavljamo. Sedaj veste, kako to izgleda? Ja, počasi. Zato, ker je bilo teh vlog za gradbeno dovoljenje res veliko, potem pa tisti, ki smo, tudi občina je vložila že nekaj gradbenih dovoljenj po 1.6., tam pa pač vse stoji. In so čakalne dobe za moje pojme za to, da se izda gradbeno dovoljenje, pri čemer seveda se zavedam, da marsikdaj so oddane tudi nepopolne vloge, ker moramo vedeti, da tudi projektanti imajo zdaj ogromno dela in vsi ne naredijo svojega dela dovolj kvalitetno. Ampak to čakanje na gradbeno dovoljenje je absolutno predolgo. In tudi če je kdo, zdaj če pa gledamo, da je občinski prostorski načrt stopil v veljavo sredi meseca julija, če kdo konec julija ali pa začetek avgusta vlagal, letos ne bo zidal. Tako da dejansko jaz mislim, da rezultat OPN-ja bo v resnici viden v prihodnjem letu. Tudi nažalost na komunalnem prispevku se letos ne bo kaj dosti poznalo. Upam pa, da bo za drugo leto lažje. No, zakon o urejanju prostora pa vendarle prinaša tudi 3 načine, da pridemo do določenih sprememb v prostoru, ki so bile prej možne samo z spremembo občinskega prostorskega načrta, spremembo prostorsko-ureditvenih pogojev. To je sedaj lokacijska preveritev, ki jo ne gre zamenjevati z lokacijsko informacijo. Zakaj? Za kakšen institut gre? Ja, lokacijska informacija je tisti papir oziroma zdaj že pol mape papirjev, ki jih ljudje dobijo, ko se odločajo ali za nakup nepremičnine ali ko hočejo imeti osnutek oziroma osnovo za to, da lahko izdelajo projekt za gradbeno dovoljenje in tako. Medtem ko inštitut lokacijske preveritve je pa tako, kot ste rekli, nov inštitut, ki omogoča manjše spremembe. Ponavadi so to, ali pa si predstavljam, da bodo bolj individualne spremembe odstopanja od prostorskega načrta. Se pravi, tam, kjer imamo že danes neko parcelo, pa ne vem, 100 kvadratov zazidljive ali pa 150, rabili bi pa 250 za to, da lahko en domačin postavi svojo hišo, to je zdaj mogoče.
Ni pa to kar tako, da prideš na občino, a ne, plačaš tistih 2500 evrov, ki je bilo zdaj sprejeto in je to narejeno. Ne, to mora ravno tako iti do, mislim, da do ene 5-6 nosilcev urejanja prostora, ki morajo podati svoje mnenje in tako naprej. Pa mislim, da je omejeno do 600 kvadratnih metrov. Tako da začasna raba je nekaj. Potem je začasna raba, to je zanimiv inštrument, bomo videli. Vse to, o čemer govorijo, to so res novitete. In v resnici, ko se takole pogovarjamo malo med občinami ali pa tudi stroko, prakse še ni, ja. In bomo videli, kva bo to prineslo. Jaz mislim, da so to drugače dobri inštituti, ne. Začasna raba, recimo takoj pomislim na občino, da bi mogla podeliti začasno rabo, ki je, ko bomo dobili ustrezen prostor za zbirni center, ne, ker ga kar ne najdemo in ne najdemo. Pa tudi najbrž se najde še kaj drugega, kar bi bilo. Odgovornost s tem se veča občinskega sveta, a ne, se pravi lokalno presojevalci. Jaz si želim samo, da bi s temi primeri res reševali za potrebe, stvari za potrebe domačinov, ne pa špekulantov. Ker ugotavljam, da je ogromen je tukaj balasta, ogromen je enih dobičkarjev, ki samo študirajo, kako bojo prekvalificirali zemljišča in potem masno prodajali naprej. Kakšen support bo nudila recimo občina, bo zato, da ne bi občan mogoče brez veze tudi stran vrgel 2500 evrov. Bo kakšen tak odgovor, ja, tukaj pa res ni nobene možnosti, ja, tukaj je mogoče 50% Sigurno. možnosti. Sigurno bo, če nekdo pride pa pove, da ga zanima inštitut prostorske preveritve, se najprej bojo usedeli na našem oddelku za okolje in prostor z njim in pogledali. Če bo on predlagal inštitut prostorske preveritve nekje, kjer nam je iz izkušnje zadnjega prostorskega načrta, ali pa recimo, da je imel pobudo, pa je bila zavrnjena, pa pogledamo nazaj, pa vidimo, da so 4 nosilci dali negativno mnenje, pol je zelo malo verjetno, da bo šlo to zdajle čez, ne, in to se mu lahko zelo iskreno. Pol je pa riziko na vsakem posebej, da oceni, a ne. Glede na to, da ni še kakšnih posebnih izkušenj v tem trenutku, bolj predlagate, da nekdo da, ne vem, predlog za spremembo občinskega prostorskega načrta, kot pa da gre v to lokacijsko preveritev. Tudi tam je treba plačati 300 evrov po novem. Ja, pa nič hudega. Nekateri to so zelo jezni, jaz pa moram priznati, da prav nič, ker če nekdo dobi spremenjeno namensko rabo iz travnika v zazidljivo parcelo, 300 evrov ni noben denar. Če dobi 500 kvadratov, je bila vrednost prej 5 evrov na kvadratni meter, potem pa v enih koncih med bo tudi 150 evrov, se pravi za 2 kvadratna metra da, ko da vlogo noter, ne. To ni namen na tem, da zdaj občina služi in tako, gre enostavno za to, da se losamo oziroma znebimo tistih najbolj obskurnih idej, ki so včasih prihajale, so nekateri kar po par tisoč kvadratnih metrov Travankovov dajali noter. Seveda, če je bilo zastonj, je pač dal pobud še pa še, ne. Ja, če gre čez, ne, je postaja tudi boljši pregovor za to, ampak zdaj je pač tukaj malo, vidimo tudi, da ljudje malo premislijo, ali pa saj pridejo vprašati pa rečejo, kaj pa vi mislite, a je opcija, pa se potem pogledati, kot sem prej rekel, poplavne karte, če nekaj na poplavnem območju brez veze, da dajo noter. Jaz mislim, upam, da ne bo šlo nikoli čez, ker drugače bomo imeli tako pol čez 10 let težave, ko bojo imeli vodo povsod, ne. Tako da tukaj naj kar stroka pove svoje in kar se pa tiče zdaj, a prostorska preverba ali OPN, težko rečem. Nekomu, ki se mu zelo mudi, pa bo s prostorsko preverbo lahko prišel čez, je to sigurno boljše in iz tega naslova bil prav narejen, po mojem, ta inštitut, ker tisti, ki čakajo OPN, včasih čakajo predolg, ne. Res velik napor je bil vložen v to, da so bile v občinski prostorski načrt vnešene te podjetniške pobude, manjše širitve, manjše obrtne cone. Zdaj bom postavila že večkrat postavljeno dilemo. Stanovanjska gradnja pomeni več prebivalcev pomeni več povprečnine, medtem ko pa obrtne cone včasih pomenijo zgolj dodatno obremenjevanje enega okolja, ene cestne infrastrukture, mostov. Pa bom vprašala, preden nadaljujeva, kakšna bi bila tista povprečnina, pravična povprečnina v tem trenutku, glede na to, da je to stvar pogajanja. Ja, žalostno je, da se o tem pogajamo. To je prva stvar, ki je. Meni se to, ne najdem lepe besede, no skratka, ne zdi se mi prav, da se morajo občine o povprečnini pogajati. Mi imamo zakon o financiranju občin, ki jasno pove, kakšno naj bi to financiranje bilo. Iz tega
naj izračunajo, koliko je te povprečnine in to je to. Ne pa, da potem 2 meseca po časopisih, po televiziji gledamo, kako tam župani izsiljujejo, ljudje seveda pol, ko bereš tiste komentarje, se ti kar želodec obrača, ker ljudje ne razumejo, da za to povprečnino to pomeni pač višji priliv v proračun, pomeni več projektov. In pač naj država ali ne izračuna, da je povprečnina 575 ali koliko zdaj predlagajo, trenutno je izračunala, da je krepko čez 600, pride potem izračun. Torej, potem dajte 600 ali pa spremenite preračune in tako. No, to pogajanje se meni zdi neokusno, ker ponižuje lokalne skupnosti. Ne. Zgledamo tam, da hodimo nekaj prosjačati. Res pa je, no to pa moram, mogoče sem jaz tudi v tej skupini še eden bolj prizanesljivih, ne. Se mi zdi, da bo ta povprečnina zdaj, ko bo dosežena oziroma ko bo na koncu ali bo usklajena ali ne, ali pa ko bo na koncu veljala, tako rečemo, ker ne vemo, ali bo podpisana ali ne, bo zagotovo najvišja povprečnina v mnogih letih zdaj. Za občinsko blagajno najbolj idealen občan občine Medvode je? Bom rekel, enkrat sem v eni priliki razlagal, kako izgleda povprečnina, ne, da je to 550 evrov na glavo za celo leto za vse storitve, da nas povprečen otrok v vrtcu stane 250 evrov na mesec. In tako zelo hitro pobere to povprečnino. Ja, cela družina okrog in okrog, še dedek, babica in vsi, povprečnina vseh gre za tega otroka. Ampak takrat recimo na koncu te moje dolge razlage, ki je bila mišljena ilustrativno, da si znamo malo predstavljati, kaj to pomeni, ni bilo rečeno, to je pa res kompleksno, ampak bilo rečeno, župan je proti otrokom. Ne. Tako da me je kar strah pa reči, kakšen je idealen občan, ampak dejstvo je, da običajen občan koristi vse servise, ki so. Od zdravstvenega doma, ki sva prej govorila, glasbene šole, osnovnih šol, predšolske vzgoje, ki v našem primeru recimo samo za vrtce damo 2,5 milijona letno, potem knjižnica, potem govorimo o celotni komunali, brez vseh investicij, gospodarske javne službe, in tako naprej. Subvencioniramo recimo LPP že skoraj 300 tisoč evri letno in tako naprej. Do tega bova še prišla. Tako da idealnega občana najbrž ni. Idealen občan je tukaj prijavljen, pa ga ni, ali kako bi rekel, ampak to je grdo, ne, zato ker idealen občan je tisti, ki se angažira v skupnosti. No. Pa ne glede na to, je bolana, je zdrava, je mlada, je stara. Tako, sedaj se vračamo nazaj na tisto prej izpostavljeno temo. To se pravi obrtne cone, problematika cest, problematika mostov, problematika parkiranja tovornjakov. Ja, bova do noči fertik, ali mislim do jutra fertik, ker to so res, vse, kar ste našteli, je res. Najprej ta dilema okrog obrtnih con. Imamo v vencu ob ljubljanskih občin primer občin, ki delajo izrazito na priseljevanju, kjer je priseljevanje eksplodiralo, ampak to priseljevanje je sicer na kratki rok zelo zanimivo, ker ja, prinaša višjo povprečnino, več sredstev, tudi 50 ljudi v enem bloku, niso tako zelo, ne prinesejo takega velikega problema, ampak če je tega več, pa počepne celotna družbena infrastruktura. V Medvodah imamo zdaj po mojem že tam blizu 16.500 prebivalcev. Ves čas se soočamo s prostorskimi stiskami prav v družbenih objektih. Vrtci, zdajle spet odpiramo nove polovične oddelke, spet bomo, star Smlednik bi mogel biti že ne vem koliko časa zaprt, pa mislim, da če sem prejšnji teden pravilno razumel, ravnateljco vrtca bojo zdaj spet še dodatno noter odpirali, vse polovične, tako da imamo vse otroke v vrtcih. To imamo. Potem imamo pa šole, ki pa so nekatere kronično premajhne. Ko sem letos pozdravljal prvičke, sem gotovo, da so res razredi marsikje zelo, zelo polni. V Smledniku jih imajo tam kar na enem hodniku en razred. Ne. Tam bo treba ene 3 razrede narediti, ampak ti bo relativno ugodno. Ko priješ na Presko, na osnovno šolo Preska, pa tako ne veš, če greš v kuhno dol, ti je kar hudo pogledati. Če pogledaš prostore, tudi niso optimalni, jih je absolutno premalo, tako da vse to je trend priseljevanja, ki prinese s seboj. Ne. Če pa gledamo na drugi strani gospodarske cone, pa ja, naše financiranje občin ni narejeno tako, da bi stimuliralo občine, da bi imele karkoli, recimo davka na dobiček, pa bi, ne vem, 2-3% dubelj, potem bi bila filozofija čisto drugačna, potem bi bilo vsaki lokalni skupnosti v interesu, da ima čim več dobrih podjetij. Gledamo zelo kratkoročno pa ozko. Generalno, če pa pogledamo, pa jaz mislim, da mora biti lokalni skupnosti v interesu, da ima zdravo, čim bolj razvito gospodarstvo in to je bila ideja OPN-ja.
da tistim, ki pri nas delajo, ki se razvijajo, omogočimo. Meni je jasno, da Medvode nikoli ne bodo mogle biti, ampak res nikoli zaradi vseh faktorjev, ki nas omejujejo. 75% občine v takem ali drugačnem zaščitenem območju, 2 reki, poplavni pasovi, železnica, državna cesta, skratka, je zelo težko kamorkoli, najboljša kmetijska zemljišča, zelo težko kamorkoli umestiti neke velike površine. Ampak ideja je bila, da saj tistim, ki se pri nas razvijajo, da jim omogočimo, da grejo. Zato so bile te širitve poslovnih con, ki so bile potem tudi izvedene. No, tako da v kakšnem stanju so naši mostovi? To je bilo na srečanju s podjetniki izpostavljeno. Problematika cest, mostovi, kako priti recimo iz obrtne cone na ladji, oziroma na ladji, priti do glavne ceste. Ja, če bi bil nepopravljiv optimist, bi rekel, da je kar nekaj mostov v dobrem stanju. Če pogledam, ne vem, tega čez reko Savo v Smledniku, pa Medenskega, ki sicer ni več pri nas in tako naprej, ampak seveda s tem porivam problem stran od tistega, kar ste vi hoteli vprašati. Glavna dilema zdaj tukaj sta 2 nadvoza nad železnico, pa most v Goričanah. Most v Goričanah, po tistih izsledkih, ki jih imamo, ker je ločen most, razen da je vizualno vozična konstrukcija v zelo slabem stanju, bi tam z nekim vložkom, ne vem, 100 000 evrov lahko to olepšali, izboljšali in tako. Ampak nosilnosti po teh novih standardih, pa vsaj tisti, kar so delali raziskave, bi zelo težko dosegel. Nosilnost govoriva o tem, da se polni šleparji brez omejitve vozijo čez. Ni problema v avtomobilih. Nadvozi nad železnico so pa po mojem trdnem prepričanju niso problem samo občine, ampak morajo biti tudi problem države. Ker to je pa infrastruktura, kjer občina ne bo mogla. Mi nadvoz nad železniško progo na ladji ali pa na Snici gor, ta drug je tudi zelo žalosten. To se bodo dela lahko izvajala samo tako, da bo proga železniška ves čas pod napetostjo, tako kot je bila v Mednem. To pa pomeni zelo zahteven projekt, to pomeni tudi zelo visoko številko. A zdaj pa občina Medvode zato, da 2 nadvoza nad železnico, ki bi mogla biti briga direkcije za ceste in železnico, za infrastrukturo, zdaj pa občina najde še, ne vem, 4 milijone oziroma 2 milijona za vsak most, če delamo analogijo z Medenskim, kje? Mi tega ne moramo najti. Tako da tukaj mogoče malo plusa, ki ga vidim, ali pa malo upanja, ki ga imam, je to, da so recimo tudi podjetja in Papirnica in Sožefi in ostali, ki so na unem koncu, konec koncev tudi Brinox, že izrazili pripravljenost, da gremo skupaj na Ministrstvo za infrastrukturo oziroma najprej na direkcijo, pa potem na ministrstvo, kjer ta problem predstavimo. Mi se ne izogibamo svoje odgovornosti, vemo, da bomo mogli tam nekaj zraven dati, ampak opozarjamo, da imamo v Sloveniji primere, ko država za 18 milijonov zgradi infrastrukturo podjetju do vrat. Tukaj imamo pa največje zaposlovalce v občini, ki bojo kmalu, sploh ne vem, kako bojo strokovnjaki prišli do svojih vrat. Mogoče težko kot iz Papirnice Goričane v nedeljo. Zelo težko, zelo težko, oziroma tudi kakšna nesreča se pa lahko naredi. Tako da seveda si tega nobeden ne želi in tudi jaz ne maram groziti s tem, da bojo nesreče in tako, ampak pač treba je tukaj trezno pristopati, pri čemer pa pol se odpre še drugo vprašanje, to pa je uvoza na državno cesto. Zelo intenzivno naše redarstvo, mislim, da tudi policija, preganja voznike, ki vozijo na Sniškem rondoju, potem na rondo na Svetje. Tam je prepoved prometa. In na tem mi stojimo in jih tudi oglobimo in jih na to opozarjamo, tudi dopisi podjetjem smo že poslali, naj opozorijo svoje te, ki jim dostavljajo robo. Samo tolikih pa lahko razumem, da dejansko peljati se pa po tisti cesti, ki je določena, se pravi na Jeprco, je pa ravno tako smrtno nevarno. Ker šleparjem, ki zapelje, če si predstavljate, da pride iz Snice gor proti Jeprci, mimo jame, da on zapelje proti Ljubljani, on zapre 2 pasova, da obrne. In je smrtno nevarno ne za njega, ampak za vse ostale. In tukaj je spet, ne zavedamo se odgovornosti, ampak je treba jasno povedati. Državni prostorski načrt Jeprca-Stanežič je sprejet od leta 2011, se pravi, na tej trasi pri Brletu je vrisano krožišče in tukaj je treba pač zahtevati, da država naredi svoje. Če pač te obvoznice še ne bo v zelo kratkem času, naj naredijo vsaj izseke. To pa je recimo krožišče
Mi svoj del smo naredili z izgradnjo Sniškega krožišča in podaljšanjem kraka proti Jeprci do tam, kjer potem se cesta zavijuga in gre po drugi strani jame na to krožišče, je občina svoj del dolga naredila. Seveda nam ostaja še pot do Ladijske cerkve in tako, ampak mi smo šli korake naprej. Tukaj bo pač, mislim, da v celoti treba pritisniti in za nadvoz in za to krožišče na državo. No. Izpostavljeno je bilo na tem srečanju tudi mogoče parkiranje tovornjakov. To je bilo najbolj pereče vprašanje. Pa bom zdaj vprašala takole. Občinski svetniki so na papirju preprečili parkiranje recimo na območju, kjer je nekdaj stal Sokolski dom oziroma na koncu Donitova poslovna stavba. Ampak v praksi je bil pa minuli vikend, je bilo pa tam minuli vikend parkiranih 6 tovornjakov. Ja, sploh ne znam odgovoriti, kdo bi bil pristojen. Najbrž kakšna okoljska inšpekcija si jaz predstavljam, ker tam je nevarnost pri teh divjih parkiriščih za tovornjake, predvsem po mojem mnenju nevarnost ekološke nesreče, če pustimo to, da ropota in vse to, kar je tudi drug problem, ne? Pa da po prostorskih načrtih ni dovoljeno. Tako da tam bi edino ta prijava. Jaz razumem, da so problemi s tovornjaki, ampak ne moremo jih tako enostavno rešiti, da rečemo, da je to občinski problem. To, se pravi, človek, ki se odloči za neko podjetniško dejavnost, mora vedeti, da to prinaša s seboj tudi omejitve. In zdaj, če imam jaz 20 kamionov, moram najbrž tudi že malo prej razmišljati, kam jih bom dal. Ne moreš potem, ko imaš 20 kamionov, reči, zdaj tukaj sem pa občina rešite. Ne. Občina ima dosti svojega dela in ne more reševati. Ampak tudi tako kot proj, to pa tudi ne gre tako reševanje. In to smo pa jasno povedali, pač, da za nas je to zelo čudno sporočilo, da narediš na črno, potem pa dobiš legalizirano. Ne. No, ko smo že pri parkiranju, pa da gremo bolj na oseben nivo. Popravite me, če se mogoče motim, ampak se mi zdi, da je občinski redar oziroma občinski inšpektor v tem trenutku največ kazni napisal prav domačinov, in ker parkiramo na območjih, kjer je kratkotrajno parkiranje, brez da bi dali obvestilo o času prihoda. Se motim? Ne upam reči, da je bilo največ domačinov, zato ker so te se pravi večji obhodi, vidim, da so kazni predvsem teh, ki hodijo na Šmarno goro ali pa drugje, to niso naši občani. No, je pa res, v centru pa zagotovo. Mogoče se še premalo ve, no, ni naš cilj zdaj kle ljudi kaznovati, ampak naj dajo tisto parkirno urico gor, ali pa saj listek pa napišejo, ne vem, 10-25, sem šel. Parkomati pa? Parkomati bojo pa, ja, do konca meseca naj bi bili nameščeni. Mislim, da je 26.10. rok za dobavo. Tako da, ampak so 3 parkomati, to ne pomeni, ne, ta konc bo še vedno ostal v celoti brez, samo na 3 mesta grejo. Tako da, sem slišal tudi pozitivne odzive že na to uvedbo uredbe o parkiranju. Če pogledate samo področje zdravstvenega doma zgoraj, ne. Tam je bilo na začetku zelo veliko slabe volje, ker je izgledalo, kot da preganjamo zaposlene, pa ni to cilj, ne. Mislim, da so zdaj to tudi spoznali. Gre za to, da imamo tam nasproti zdravstvenega doma cel kup enih novogradenj, ki so za moje pojme tako majhne, da ne vem, kje bojo obiski parkirali. In pač občina si pa ne more privoščiti. Mi imamo tam parkirišče za ljudi, ki pridejo v zdravstveni dom, ne za nekoga, ki ima premajhno parcelo, pa ne more parkirati. Tako da tam je pač čisto jasno. Mogoče takrat, ko smo sprejemali, smo tudi slišali pomisleke, joj, pa zakaj morate zdaj še po Ostrovrharjevi gor. Ravno zaradi tega, ker smo videli projekte, kako se delajo in kako se ne delajo, mogoče z malo rezerve, ampak samo na tisti goli minimum 300 kvadratov. In nam je bilo jasno, da bo do tega trka prišlo. Tako da recimo gor bo to tudi eno območje, kjer bo redno zdaj izvajati, oziroma se že izvaja. Če še ostajamo na cestah, kaj ohranja javni potniški promet v naši občini? 30 podaljšano, 15 najbrž ne. Samo število potnikov. Že prej ste omenili, koliko subvencije oziroma koliko doplačila je potrebno za to, da ohranjamo. Ja, preveč, ne. Mi smo zdaj že na številki 300.000 evrov skoraj. Za celot, tudi 25-tica. 25-tica, 30-tica in 15-tica. Samo subvencioniranje, da linije ostajajo, je, mislim, bo kmalu doseglo 300.000 evrov. To ljudje premalkrat vejo, ne. V tisti želji, joj, pa pri nas ne voz, ne vem, 12krat na dan avtobus, lejte,
ne more voziti, ker je ekonomsko to popolnoma neupravičeno. In že to, kar zdaj vozi, je ekonomsko popolnoma neupravičeno. 15 podaljšana je bilo rečeno, pol leta poizkusni rok, kaj je pokazal? Rajš ne govorimo o podatkih, ampak pač dejstvo je, da je 15 zdaj ohranjena, da jaz mislim, da je dodana vrednost, da je ljudem mogoče, ki so iz unga konca manj mobilni, tudi sej je res, ne, sej ves čas govorimo o trajnostni mobilnosti, o potniškem prometu, zato pač je treba nekaj nameniti. Sem vesel, da tako je in tudi trdim, da boste težko najdeli občino, ki ima bolj pokrit, vsaj generalno ta najbolj poseljen del z javnim potniškim prometom, ampak to za sabo pač prinese tudi zelo velike finančne obveznosti, ki jih pri načrtovanju včasih ljudje nočejo videti. Pa ne smemo pozabiti, LPP bo potrebno dokapitalizirati z 2 milijonoma evrov v letošnjem letu. Po našem lastniškem deležu to prinese kar nekaj sredstev. Ne. Torej, poleg subvencije še dodatno, ker se ustvarjajo izgube. Je to kar zahtevna tema, no? Torej, če kakšen idealen scenarij rečem, ne vem, 30 pa 15 vozita tudi recimo ob sobotah, vsaj dopoldne, ko je na primer odprta knjižnica, ko je tržnica, tega scenarija? Ne bom rekel, da je nemogoče. Jaz mislim, da je pač stvar, bi se mogli z LPP-jem usesti, dogovoriti. Dejstvo pa je, da potegne za sabo finančne konsekvence. Klej pa pač treba vagati. Jaz dvomim, da bojo mase ljudi se vozile v soboto dopoldne. Bi bil prijetno presenečen, če bi se, mislim, da se ne bodo. Bi bilo pa to super, se strinjam z vami. Sam to je tako, kot pri vsaki stvari. Moramo reči, v redu, to letno pomeni še dodatnih 30.000 evrov subvencij, kje jih bomo vzeli. Ko se pa enkrat začnemo o tem pogovarjati, je pa naval kar precej manjši. Ne? Zato, ker pa vsak začne vagati, iz katere proračunske postavke bomo vzeli. Ne? 70% proračuna je tako razdeljenega, nimaš kje vzeti. Potem v resnici na ljubo največkrat vzamemo z investicij, kar je pa najslabše, ker če ne investiramo, stagniramo, če stagniramo, propadamo. Ne? Tako da je to kar od teh romantičnih želja pol v realnosti marsikdaj trešimo. Ne? Razen, če se bo stanje LPP-ja toliko popravilo, dejstvo je, da bomo mogli tudi karte dvigati. To noben noče govoriti pred volitvami, ampak mislim, da je Euro 20 zdaj že po mojem, ne vem, če rečem 10 let, ampak po mojem smo pa blizu, 5-6 let sigurno se ni cena dvignila. Energenti, poglejte, jaz, ki grem zdaj svoj avto tanka, dam 80 evrov, tako da energenti so šli gor, vse te zadeve so šle in ta cena ne bo mogla zdržati. Sej generalno to spet najbolj prizadene občino, a ne? Ampak tudi tukaj bo treba nekaj narediti. Idealen scenarij za novoletno darilo starejšim, recimo Urbano, in pa navodila, kako se jo potem polni. Ste prepričani, da prav vsi znamo uporabljati Urbano ali jo sploh imajo starejši? Recimo, ki tam nekje v Sori bi enkrat skočili na avtobus, imajo en kup preprek, preden pridejo v center Medvod. Ali se pač motim? Mogoče? Ne, najbrž je res to, vse se strinjam z vami. Je pa res, da zdaj kar nekaj se pravi teh prostorov ali pa točk, kjer se da Urbano kupiti, oziroma nafilati od Špara, pošte, trafike in tako naprej. Tisto žetončki pa z denarjem te možnosti ne obstaja. Ne. Res pa, da mladi mislim, da danes tudi kot sem telefon prislonijo. Ja, oni to znajo. Pri starejših pa najprej medgeneracijsko sodelovanje, da se to vzpostavi, ker sploh ne pomeni, da mora biti to kakšno težko medgeneracijsko sodelovanje, ker s tem imam jaz tudi težave, pa nisem pri starejši generaciji. Pač to gre res zelo hitro naprej. Vi imate Urbano? Ne, nimam Urbane. Sva židba. Torej, še vedno ostajamo pri enem cilju, kako pripeljati ljudi v tretje najlepše srednje veliko mesto v Sloveniji po izboru komisije Vseslovenske akcije Moja dežela lepa in gostoljubna. Imam občutek, da je komisija vendarle opazila in ocenjevala ta napredek v zadnjih letih. Zagotovo. Moram reči, da je bila to ena meni najljubših nagrad, ki smo jih prejeli, ali pa priznanj, ki smo jih prejeli v teh 4 letih, pa jih ni malo, ne, ravno zanj sem razmišljal od Planetu prijazna občina, potem energetsko prodorna občina, prostovoljcem prijazna občina. Turistom prijazna občina. Turistom prijazna občina. Zdaj, to so te občine, ki so zdaj že prijazne, skoraj vsemu lahko, če hočejo biti.
To je pa eno tekmovanje s tradicijo, 20 meni se zdi in več let. Toliko kot je država Slovenija stara, ima pa že prej tudi svoje. Tako da moram reči, da smo bili res veseli. In se strinjam z vami. Tukaj jaz si ne delam nobene iluzije, da so zdaj Medvode pa res cvet urejenosti, ker Medvode imajo pač to svojo specifiko, kjer smo razdeljeni med rekami, med železnico, med državno cesto in včasih zelo težko tudi urejati. Saj veste, že samim definicijo centra imamo včasih težave, kje to točno je. Ampak je pa res, da se trudimo v zadnjih 4 letih delati take majhne korake, da se ob glavnih cestah zasaja, da so ti projekti, ki so pripravljeni, da so strokovno pripravljeni, da skušamo eno enotno idejo vleči po celem centru Medvod. In da je to tisto mogoče, ki pol na koncu odtehta in ki ljudje tudi rečejo, wow, se zadeva pa res gleda. Imamo pa še veliko potenciala, ne, očitno. Seveda, lejte, mi že sam, če pogledamo, recimo Tržnica še ni zgrajena, ko ta prostor enkrat zadihal. Potem imamo zadaj še vedno to zgodbo o prestavitvi plinske postaje, ureditvi Sotočja, potem imamo sprehajalne poti, pa pot okrog Zbiljskega jezera, pa kopališče v Goričanah, potem so kolesarske steze. Teh idej je res ogromno in tukaj vsaka bo prinesla eno dodatno kvaliteto. No, zato se nam je zdelo še toliko lepše, da wow, nekdo je pa prepoznal, da mogoče je ocenil, da koraki, ki jih delamo, so koraki v pravo smer. In to je včasih, ki si navajen bolj ali manj samega negodovanja, je to pravi balzam. Če se sedaj delno sva se že dotaknila enega izmed gradbišč, ki ga imamo tik pred nosom, tako rekoč. Kdaj tržnica, kdaj večnamenski prostor, pokrita tržnica celo, park z kakšno fontano, glede na to, da smo med vodami. Ja, res je, prav fontana je planirana. Taka talna za otroke, da lahko hodijo gor. Meni je izredno simpatična, če bo na koncu izgledala tako, kot je v načrtih, bo po mojem luštno, sploh zato, ker je zraven to igrišče za otroke in otroci in voda in to je zmerom interesantno. Težko rečem zdaj, kjerega dne bo fontana Tržnica in ves ta kompleks narejen, ker se mi zdi, da upam, da tega sicer izvajalec ne gleda, ampak tukaj ni nujno zdaj, da do tega in tega dne naredimo. Bolj se mi gre za to, da se naredi kvalitetno, da tudi, če kakšno stvar ne moramo zdaj zaključiti, da nas bo zima prehtela nič hudega, se lahko marca zaključni sloji naredijo kamot, ne bo nobenega takega problema, boljše, da je orenk narejeno. Gre za res velik projekt, pri čemer vemo, da zdaj ni bila razpisana urbana oprema, pa igrala, pa hortikultura, se pravi zasaditev, to bomo naredili pa spomladi. Pa vendarle gre za velik projekt, koliko že v tej prvi fazi? Ja, čez 800 tisoč evrov. Čez 800 tisoč evrov je vrednost projekta že zdaj, ki seveda je to tudi levi delež, saj sama zasaditev in to potem ne bo dosegla, mislim, deleč od takih vsot. Ampak gre za malo specifike, ker smo tudi presodili, ker prve 2 razpisa sta bila neuspešna. Delno smo pol sklepali, da tudi po teh pogojih, ki so bili dani zaradi urbane opreme in to in zasaditve, in smo rekli, v redu, saj cilj nam je, da letos naredimo, ne smemo pozabiti, da smo tukaj dobili tudi nepovratna sredstva strani države, pa povratna strani zakona o financiranju občin, tako da mislim, da je tam 200 tisoč evrov, oboje skupaj govorimo. Tako da se nam je zdelo, da se splača pač toliko bolj potruditi in to zdajle zalaufati. Je pa res, da smo imeli že izvajalca izbranega, ko ni bilo gradbenega dovoljenja, tako da tista saga v gradbenih dovoljenjih recimo tudi pri Tržnici bila. Pa tudi pri galeriji Sora recimo. Pa tudi pri investiciji ceste na Jeprco, že je. V zaključni fazi je tudi še ena obnova in to je, sliši se sicer čudno, obnova rojstne hiše Jakoba Aljaža. Pa vendarle, kakšni strategiji oziroma v kakšni smeri gre sedaj tista obnova? Vemo, da smo imeli koncept, ne vem, muzej, protokolarni objekt, kot ga je zagovarjala predvsem Živa Dev. Potem smo imeli tisti drugi koncept, da to mora biti živa hiša, mogoče zagovarjalo društvo Jaram. A smo dobili sedaj en tak kompromis?
Jaz trdim, da ja, dela grejo k koncu. Mislim, da če sem prav bil seznanjen danes na kolegiju, je samo še beljenje, potem pa se počasi izvajalci pospravijo ven iz same hiše. Prejšnji teden sem bil tam, moram reči, da dela so dejansko izvedena zelo kvalitetno, peč in vse ostale zadeve. Tudi fasado smo dobili potrdilo s strani Zavoda za spomeniško varstvo, da gre za eno najbolj kvalitetno izvedenih fasad v srednji Sloveniji in jo bojo navajali zdaj kot referenco, kar mi je bilo pomembno, če smo šli pač v ta projekt. Zabaval sem se zadnjič, nažalost zabaval, ko sem slišal govorice o tem, koliko ne bi vložili v to. Ja, ne, tak dan sem slišal, da smo vložili 1 200 000 evrov. Komu uspel tisto hišo vložiti to denarja, mu tudi jaz čestitam, ampak mislim, da je tam vsota okrog 40-50 000 evrov. Je pa zakaj? Zato, da so zdaj vsa dela izvedena tako, da je stroka dala svojo kljukico. In ko pravim, da je najden kompromis, spodnji del hiše, pritličje, je memorial, pa se pravi obe sobi na stopnišču, pa klet, je prostor Jakoba Aljaža. Hiša bo memorialni prostor. Že v hodniku bo predstavitev tako Jakoba Aljaža kot občine. Ampak ta predstavitev danes je malo drugačna od tistega projekta, ki je bil zamišljen, ne vem, 10 let nazaj, ko so bile zloženke in prospekti in to še blazno in danes imaš ti zloženke, samo to, da dobiš osnovno informacijo, vse ostalo je na spletu. Tako da to smo zelo racionalizirali, zelo ščistili. Medtem ko zgornji del, tam, kjer je bil pa projekt narejen tako, da je bilo ogromno enih omar oziroma enih prostorov za shranjevanje in to, tam pa ne posegamo, ker tisti prostor gor živi pa eno drugo življenje. Življenje, za katero jaz mislim, da bi bil tudi Jakob Aljaž ponosen. Se pravi, od otroških predstav do literarnih večerov, do razstav, do vsega, kar se tam gor dogaja. Da se tudi kaj zapoje. To so stvari, za katere je živel Jakob Aljaž. In se mi zdi, da je super, da se to gor dogaja. Zdaj, če nam pa res uspe še to, da imamo zunaj na travniku možnost sklepanja civilnih porok, pa gor v primeru slabega vremena, pa smo pa naredili še eno dodano vrednost. In s tem, po mojem zelo lepo poskrbeli. Zdaj, projekt Aljaževe hiše mogoče je izgledan tudi malo širše. Ne smemo pozabiti, da v rekonstrukciji ceste v Zavrh, ki je bila delana lani oziroma predlani, smo potegnili tudi nov asfalt do sem gor in potegnili tudi javni vodovod, ki ga ta hiša prej ni imela. S tem parkiriščem dol, ki se ureja, je tudi dobimo parkirišče za 25, maksimalno do 30 avtomobilov, ampak gor tako nikoli ne gre več kot 50 ljudi. Se pravi, generalno urejamo vprašanje Aljaževe hiše. Ne tako daleč stran, torej ob osnovni šoli Medvode se gradi športno igrišče. Očitno bomo dobili prvi tartan na atletski stezi v naši občini. To je že tretji projekt minišolskega športnega parka. Najprej je bilo v Smledniku, kjer je krajevna skupnost sama pridobila sredstva oziroma skupaj z občino na Fundaciji za šport tudi sofinanciranje. Potem je bil lansko leto v Pirničah, letos v Medvodah in s tem smo potem tudi zaključili. S tem smo, po mojem mnenju, vložili kar en zajeten kupček sredstev v izboljšanje te rekreativne športne infrastrukture, čeprav to, kar se dela gor po osnovni šoli Medvode, res ne smemo pozabiti, da gre za prvi tartan v Medvodah in prvo 200-metrsko stezo v Medvodah. Mislim, da so 3 proge, pa tek na 60 metrov, pa vse to, kar bo. Tako da tam govorimo pa o tem, da tudi že kakšne druge pogoje izpolnjujemo, ki mogoče do zdaj niso bili. In jaz upam, da otroci ne bodo več hodili v Tacen, ampak bojo lahko del kurikuluma izvajali zdaj tam gor. S tem so potem te investicije v rekreativno, šolsko, športno površine zaključene in potem se zdaj selimo na športni park. Športni park, kje je problem v tem trenutku? Je mogoče petina zemljišč, ki še ni v vaši lasti? V zemljiščih zagotovo. Zdaj, brez zemljišč težko nekaj zelo veliko načrtuješ. Tam bomo zdaj, če ne bo šlo drugače, začeli s postopkom razlastitve. S tem postopkom ste bili že nekajkrat uspešni, recimo, do sedaj? Uspešni v tem, da smo projekt izvedeli, postopek razlastitve se pa vleče recimo zdaj na sodišču, ampak tam smo pač mi prepričani, da zaenkrat vse odločitve kažejo v prid občine. Športniki so med tistimi, ki so slišati manj zadovoljni v tem mandatu. Ali gre še vedno za tisto zamero ob delnem zmanjšanju sredstev za sofinanciranje športnih društev? Če je bila to zamera, lahko, da jaz nisem slišal, da bi kakšen klub v Medvodah propadel. Zaradi tega je pa res, da se pa strinjam, mogo marsikje racionalizirati do skrajnosti.
To je zagotovo. Okrog zamere v športnem parku strani športnikov se mi zdi pa malo za lase privlečeno, ne. Zakaj? Zato, ker pri samem projektu je sodelovala Športna zveza in mislim, da so skoraj vsi sodelovali. Pri sami zasnovi moram pohvaliti, da je tudi za moje pojme kar racionalno načrtovan. To pa ne pomeni, da bo poceni. Izražati nezadovoljstvo, da športni park v 4 letih ni bil narejen, pa pomeni gledati zelo ozko samo parcialne svoje interese in ne gledati cele zgodbe. Dejstvo je, da dokler ni bil sprejet občinski prostorski načrt, ni bilo možnosti. Dejstvo, da dokler nismo zmanjšali poplavne nevarnosti, je bil tisti del v precejšnjem delu, se pravi tudi poplavno nevaren. Tako da tukaj je treba biti res toliko jasen in povedati, da je treba včasih pri projektih, da ni vse samo v tistem, kar se vidi, ampak tisto, kar se vidi, sam vrh ledene gore. Spodaj imamo ogromno enega dela, ki je konec koncev je treba vedeti tudi to, da šele nov zakon o urejanju prostora daje občinam možnost, da pod določenimi pogoji izvedejo tudi razlastitev za objekte družbenega pomena. Tega do sedaj ni bilo možno. Torej, do sedaj nismo mogli reči, da to petino zemljišč lahko pridobimo tudi skozi razlastitev. Zdaj šele lahko in spet v zagovor. To je ukrep, ki je relativno neznan, ki ni imel še zelo velik in tukaj bomo ponovno v slovenskem merilu, po mojem, orali ledino. Jaz upam, da ne bo do tega prišlo, da se bomo dogovorili, ker z določenimi lastniki, jaz mislim, da je pač se še da dogovarjati? Ja, seveda. Kaj so zahteve previsoke? Nekje so bile zahteve previsoke oziroma take, da jih pač občina ne more izpolniti, ker enostavno ne more priti do kvote menjave zemljišč. Drugje so bile ene zadeve še odprte, vezane na infrastrukturo, ki je na določeni parceli, to je bilo zdaj narejeno, odparcelirano in tako. Tam, kjer pa stoji hiša, je pa pač cenitev, pa potem dogovor z. Pa vendarle na začetku mandata smo imeli občutek, da smo tik pred sprejetjem športne strategije, tik pred sprejetjem turistične strategije, da se mladinska strategija dela. No, kultura je poseben razlog, da se pač še ne dela, ampak v katerem predalu so navsezadnje obtičale te strategije? Mogoče športna je najbolj taka. Športna je prišla celo do samega občinskega sveta. O tem ne bi izgubljal besed, ker sem že na enem prejšnjih pogovorov, pa je potem bil demanti in tako zdaj mislim, da si vsak lahko ustvaril svojo sliko, kakršnokoli si že pač želel. Mladinska strategija, mislim, da je bila pripeljana do tega, da je bilo gradivo pripravljeno, ampak nikoli obravnavano. Turistične strategije še nisem videl, kulturne strategije tudi jaz še nisem videl, tako da. Pa recimo mladinska. Glede na to, da smo sedaj ravno pri mladih, objavljen je bil ta poziv pridnim študentom, da se prijavijo za nagrade. Pravilnik ostaja isti, višina sredstev tudi in sedaj se ponovno sprašujemo, ali ni to nepravično. Navsezadnje pred leti so dobili pridni študentje za opravljen letnik nagrado. Potem je prišlo do tega, da je bilo sredstev dovolj samo še za nagrajevanje mogoče tistih, ki so dosegli diplomo ali magisterij ali doktorat. Potem se je zgodilo lansko leto, da je bilo razdeljeno samo nekaj sredstev, ker ni bilo drugačne možnosti, kot da ste pač nagradili samo, ne vem, 2 strokovna magisterija, da bi pa še vse ostale pač denarja ni bilo. Ali ste razmišljali mogoče, da bi teh sredstev, višino sredstev zviševali ali da bi nagrade zmanjševali? Smo v času pred volitvami, ampak si bom dovolil reči eno stvar s tem, da jaz ne veljam ravno za vzornega študenta. Dolžnost študenta je, da študira. In dolžnost študenta je, da če se da doštudira, se bom tukaj ustavil, ne bom več o tem razpravljal o diplomah. Ta ukrep je bil najbrž takrat, ko je bil sprejet, zelo dobronamerno sprejet. Kozmetično popravljanje je bilo leta 2013 in takrat mislim, da ste vi kot občinski svetnik še bolj zagovarjali
štipendiranje kot pa nagrajevanje. Vsega še danes. In zakaj se v teh 4 letih potem ni nič spremenilo? Ni bilo volje. Ni bilo volje. To je pač, veste kako je to? To je tako, ne? Rekla ste prej nepravično. Meni se zdi tudi nepravično, da je 50-60 let nazaj so ljudje dobili službo, takoj, ko so zaključili, pa da so dobili relativno ugodno stanovanje. Moja generacija danes se mora do konca življenja zapufati, da dobi eno luknjo nekje. Ne? Se pravi, o pravičnosti govoriti za moje pojme je težko. Pa še eno drugo stvar bi rad izpostavil. Ne? Taki razpisi je država, je recimo strani Ministrstva za javno upravo, strani Ministrstva za finance in z vsemi, ki se pogovarjamo, so povedali, to je pač to je nekaj, kar ste si vi zmislili. Zato mi ne dobivamo nobenih sredstev. Jaz se strinjam, zaradi mene lahko razdelimo 300 000 evrov med študente. Vsak je na faks hodil, tudi če ni nič naredil, naj zaradi mene dobi 100 evrov, če se bojo tako odločili. Čeprav sam osebno mislim, da je to njegova naloga. In štipendiranje bi bila pa drugačna zgodba mogoče. Štipendiranje pa za moje pojme je veliko bolj usmerjeno, veliko bolj mora biti dodelano in iz tega naslova lahko naredi tudi boljši rezultat. Tudi te nagrade, ki jih zdaj podeljujemo, bi bil jaz bolj naklonjen, če bi to malo zožali pa naredili, da bi vsaj delali nekaj z področja občine. Da imamo mi diplomske, magistrske, doktorske naloge, ki obravnavajo problematiko občine Medvode. To se meni zdi dodana vrednost. Pa spet, da ne bo narobe razumljeno, nisem proti, se strinjam, če je bilo pač to sprejeto, naj bo. Ampak v eni točki mislim, da če bi hotel vsem dati, je to 70 000 evrov. 70 000 evrov dati za to. Ali pa se pač določi, da se mogoče zmanjša, ja, da se razumem tudi to vprašanje. In da se vseh 25 000 evrov vseeno razdeli, če so že temu namenjeni. Ja, sej vem, res to lahko se strinjam, da je pač problematično je to, da mi naredimo razpis, pa že v štartu vemo, da nagrad za letnik sigurno ne bomo podelili, ker denarja ne bo. Da je vprašanje, a bojo diplome prišle skozi ali ne, od tistega, koliko bo... Glede na to, da jih je ogromno. Ja. Tako da to se strinjam, samo morate pa razumeti, da mi drugače razpisa ne moramo trenutno vendati. Se pravi, tista merila pa razpisi, pravilnik je zelo jasen, ti zdamo ven, čeprav že v štartu vemo, da ne bomo mogli vsega podeliti. Tako da ta pravilnik kar kliče po spremembi. Eden prvih, ki ga bo mogel nov občinski svet, hočeš, nočeš, popularno, nepopularno, ga bo mogel obravnavati in ga bo mogel, ali pa bo mogel reči, damo 70 jurjev na let, to bo lahko rekel že pri proračunu, ali pa bomo mogli reči, tole spremenimo, poglejmo primere, kako jih imajo tudi kakšne druge občine. Štipendiranje ne bi bilo slabo, po mojem, pri nas, ker bi s tem tudi malo vezali študente na lokalno okolje. Saj mi imamo največji problem, da nam otroci po osnovni šoli grejo, ker nimamo srednjih šol, je ta osip zelo velik in zdaj, če niso dejavni v društvih, če niso tam zelo močno vpeti, se nam rado zgodi, da nam, ne vem, toliko in toliko procenta cele generacije odide. Tako da mogoče bi lahko tudi iz tega kaj. Prej ste nekako začeli s to nepravičnostjo okrog, da pač ne dobimo službe, ampak je še eno področje, ki pa se ponovno lahko vrneva k tisti stanovanjski gradnji od prej. Občina je zadolžena za stanovanja z neprofitno najemnino. In to so običajno za mlade družine. Tudi na tem področju občina Medvode lahko recimo beleži določen manko. V zadnjem času so bila nekatera stanovanja obnovljena, mislim, da je bilo razdeljeno 4 stanovanja. 4 stanovanja, ampak spisek tistih, ki bi si želeli neprofitno najemnino, je pa bistveno večji. Zagotovo. Tukaj mi imamo v lasti 12 oziroma 15 stanovanj. Nekaj jih je bilo celo prodano tistim, ki so si to želeli po tistem stanovanjskem zakonu oziroma za profitno, ampak za določeno vsoto. No, tiste stanovanja, ki jih imamo, ta razpis, ki smo ga imeli, pokazal, da je interesa veliko več. Težava, ki jo vidim, je v tem, da v Medvodah, če govorimo o neprofitnih najemninah, moramo govoriti, da govorimo tudi o prostorih, ki temu ustrezajo. V Medvodah pa v zadnjem času ni nobene gradnje, ki bi vsaj malo spominjala na prostor, ki bi lahko bil neprofiten, če me razumete. Zdaj, tistih luksuznih stanovanj v Preski ne bomo kupovali, ki so. Potem zadnja te novogradnje, ki so bile delane, so res, ko pogledamo cene nepremičnin zdaj v Medvodah, se nam zvrti.
Občinska uprava spremlja mogoče, to še največkrat delamo v želji tega, da bi ta fond razširili. Gledamo, če se kje prodajajo kakšna stara stanovanja v kakšnem bloku, da bi to kupili. Pa že tam danes cene dosegajo, vsaj tiste, ki se pač oglašujejo, so kar skoraj 2500 evrov na kvadratni meter. Tako da te so. Zdaj, mi malo smo računali, da v enem projektu, ki je bil planiran, da bo šel investitor delati spodaj poslovne prostore, zgoraj pa socialna stanovanja. Tam smo, socialna se grdo reče, neprofitna stanovanja. Tam bi občina, smo že v štartu rekli, bili pripravljeni o tem razmišljati, se pogovarjati in za neko res ugodno ceno. Ampak interesa strani tistega... Ja, ampak se je umaknil, točno tako. Se je takoj umaknil, ne vem pač, aj kaj preračunaval ali ne, ampak se je umaknil in iz tistega ni nič. Bo šla občina sama v kakšen nakup, kakšne zemlje, ki se ponuja mogoče v tem trenutku? Zemlje po Medvodah se po mojem ponuja zelo malo, vsaj take, ki bi bila dosegljiva po nekih normalnih cenah. Jaz še zmeraj mislim, da bo večja verjetnost širitev teh stanovanj v sklopu obnove starejših. Teh se pa nekaj prodaja. Tako da to je rešitev. Se bova počasi šla proti tistemu sklepnemu delu. V svojem volilnem programu ste med drugim zapisali, da boste okrepili vlogo krajevnih skupnosti. Pa vendarle se mi zdi v tem trenutku, da se je ta vloga krajevnih skupnosti celo zmanjšala v tem mandatu. Nekaj na račun zakonodaje, nekaj pa tudi na račun odločitve, recimo sistemu vzdrževanja krajevno-skupniških cest, recimo seje. Kaj so prinesle te spremembe? Jaz vsem trdim, da je večji del prišel strani regulacije, strani države. Ko je bilo zelo jasno povedano, kako je z javnim naročanjem, da ne sme prihajati do drobljenja in tako naprej, smo tam en velik del izgubili. Prišlo je tudi do odločitve večine krajevnih skupnosti, da pač vrnejo vzdrževanje cest. Saj to je delno tudi za razumeti. Najbrž je težko ljudem, prostovoljcem nalagati, ki niti sejnine ne dobijo za tisto, kar delajo, ali pa nagrade, težko nalagati, da nosijo odgovornost vzdrževanja lokalnih cest. Imamo v tem mandatu primere zelo dobrih praks, primere, kjer so krajevne skupnosti same pristopile zadeve, naredile, ne vem, prej sem govoril o športnem parku v Smledniku, potem krajevne skupnosti so se same lotevale tudi gradnje otroških igrišč, recimo Vaše Goričane, Trnovc, zdajle enkrat je otvoritev in tako naprej. Celo same kandidirale nekatere krajevne skupnosti na last projekte in tako naprej. Nekatere so se dale bolj udobno pozicijo pač stalnega nagodovanja, tudi to je politično ena poza, ki jo lahko pelješ. Si pa želim, da bi mogoče najdel kakšen sistem, ki bi bil. Iz tega naslova imam namen predlagati pilotno uvedbo participatornega proračuna v Medvodah v prihodnem mandatu, ki pomeni, da na nivoju krajevnih skupnosti ljudje sami z glasovanjem odločijo o tem, kam bo šla določena vsota denarja za kateri projekt. Najprej določijo, identificirajo projekte, ki so, in potem na glasovanju se odločijo, kjer je tisti. To niso projekti ceste za 700 000 evrov, ampak so manjši projekti, ki pa so včasih za kakovost bivanja v kraju za ljudi celo enako pomembni kot v tem. Bodo imeli krajani v tem trenutku na lokalnih volitvah težave dobiti predsednika in recimo svete krajevnih skupnosti, ljudi, ki bi bili pripravljeni sodelovati v svetih in vseeno en del odgovornosti prevzeti na svoje ramena in to brezplačno? Jaz upam, da ne, bojim se pa, da ja. Kot ste napovedali, ste opravili tudi reorganizacijo občinske uprave. Ste dosegli pričakovani izplen? Dostikrat v hiši rečem, da edina stalnica so spremembe, dokler sem jaz župan, tako da v določenih segmentih zagotovo upam trditi, da je občinska uprava naredila kvalitativno velik preskok naprej. Mogoče nisem zadovoljen še z komuniciranjem, s tem, da še vedno določene stvari se ne odgovorijo, se ne naredijo tako, kot smo dogovorjeni, ali pa se ne sledi postopkom, kot smo dogovorjeni.
Si pa hkrati ne delam nobene iluzije, ker bi rad videl nekoga, ki dela v podjetju s 30 zaposlenimi, kjer vsi enako zavzeto delajo. To pač ne gre. Človeška narava je taka, da je že Gauss povedal, da jih je nekaj procentov na tej strani, nekaj na uni strani, nekaj takih, ki čakajo, da je ura 3 oziroma pol 4, da grejo dam, pa večina takih, ki se res iskreno trudijo. Če kaj lahko rečemo v občinski upravi, je to, da imam danes za sodelavce občutek, da jim je mar in da za zlobo stvari nikoli ne delajo, da se ne bi spravile naprej. Je pa res, kar nekaj zadev je vendarle končalo na delovnem sodišču ali pa vsaj z grožnjo po delovnem sodišču. Ampak so bile vse rešene. Vse zadeve so bile rešene. Do sedaj vse, kar se je presojalo, je bilo rešeno, razen enega primera, ki smo ga pa potem takoj tudi odpravili. Drugače so bile pa vse zadeve na delovnem socialnem sodišču rešene. Tako v korist občine. V korist občine. Dobro. Se na koncu mandatom lahko zgodi, da pade še kakšen okostnjak iz omare, glede na to, da jih je nekaj padlo v tem mandatu? Ja, zadnjič sem slišal, da je očitek, recimo, da je občina zadolžena, pa tako, no tukaj iz tega naslova moram povedati, da ko sem jaz prišel oktobra 2014 na občino, je bilo finančno stanje občine zaskrbljujoče. Konec koncev bil je dogovorjen, samo podpisan kredit za 800 000 evrov, s katerim smo zagotovili tiste sredstva, ki so namenska sredstva na proračunski postavkah. Imeli smo odprto tožbo s Kranjem in Šenčurjem, imeli smo vračilo 420 000 evrov komunalnega prispevka za en objekt v Preski, imeli smo soinvesticijo 1 milijona evrov v regijski center za zbiranje odpadkov in pa mislim, da skupaj s tistim 800 000 evrov kredita blizu 4,5 oziroma 4,300 kredita. Kakšno je trenutno stanje, recimo? Danes mislim, da imamo kredita za 1 milijon evrov manj, se pravi 3,5 milijona pri vseh investicijah, ki so bile narejene. In na današnji dan ima občina Medvode na računu 3,5 milijona. Tako da jaz kot čisto osebno gledam področje financ kot največjo zgodbo premika v tem mandatu. Vse ostale stvari sem manj samozavesten, vidim stvari, ki bi jih lahko drugače naredili, čeprav če bi bil človek vedež, ne bil revež, ne? In danes se odločati za leto 2015 je čisto drugače. Leto 2015 so bili ekonomski kazalci čisto drugačni, nič ni kazali, da bomo konec leta 2018 v taki gospodarski rasti, kot smo, da se bomo pogovarjali o dvigu povprečnine, mi smo se bali, da bo enkrat padla še pod 500 evrov in tako naprej. In področje financ je tisto, za katerega smo mogli trdo delati, da smo danes tam, kjer smo. In iz področja katerega ste sami tudi prej rekli, smo si nakopali marsikakšno slabo voljo, takrat, ko je bilo pač treba res delati, ampak trdim, da ravno zaradi tega, ker smo bili relativno nepopustljivi, so bili proračuni dobro zapeljani, realizacija dobra, predvsem se je pa močno povečalo črpanje evropskih sredstev. Se v volilni boj podajate s kakšno kazensko ovadbo? Kazenska ovadba, jaz to ne znam sicer čisto dobro ločiti, ampak teh anonimk je bilo več. Kazenske ovadbe po mojem, tako da bi šla naprej, ni bilo nobene. No, vsaj jaz ne. Je pa res, da v Sloveniji vsak, ki ima 5 minut časa, lahko kazensko ovadbo in potem se moramo tisti, ki smo ovadeni, zagovarjati, čeprav v večini primerov niti ne vemo, zakaj se gre. Počasi res zaključujem. Pred časom sem gledala neki italijanski film, šlo je za eno mesto nekje na Siciliji, kjer so imeli občani dovolj župana, ki je podlegel korupciji, ki je ves čas nekako kršil zakone in so izvolili novega župana, ki je bil ravno obraten, ki se je zelo držal črke zakona. In kaj se je zgodilo po... Najbrž so ga odstavili. Ja, nekaj podobnega. Ste kdaj kot župan vendarle obžalovali, da se niste morda držali ali kakšne stvari naredili po eni taki zdravi kmečki pameti, pa ste se držali črke zakona? To obžaluješ na tedenski ravni, ne? Na tedenski ravni se soočaš z odločitvami, za katere veš, da so preveč komplicirane za običajnega človeka. V tej državi, mogoče sem že kdaj rekel, včasih pohecam, da bo nekoč veljalo, da je to Smoletov aksiom. In sicer je to disperzija odgovornosti, nobeden noče prevzeti nobene odgovornosti in vsak kreira še 3 dodatne papirje pa mnenja za to, da mu ni treba odgovornosti prevzeti. Na koncu, na žalost, recimo ravno funkcija župana je najbolj izvršilna.
Vsak dan se odločaš. Jaz dostikrat rečem, da sem ko pitja v Delfih, sedim pa ne vem čisto točno, ali sem se prav odločil ali ne, ampak moraš se odločiti, ker če se ne odločiš, stvari se sam prekladajo in se nobena stvar ne naredi. V tej državi nažalost ni nič naklonjeno temu, da se sprejemajo odločitve. In ljudje, ki sprejemajo odločitve, so več ali manj demonizirani. Ne? In jaz vidim v tem največji problem, da ne znamo, jaz ne vem, se zadnjič smo imeli ta kongres slovenskih občin in vsa čast premijeju, da je upal pridati, ampak in je povedal take stvari, ki jih župani seveda radi slišimo, ampak če tle ne bo prišlo do enega radikalnega premika, ampak se bojim, da jaz sploh ne znam povedati recepta, kako to narediti, ker v Sloveniji je velik problem v nas ljudeh. A ne to, da pač poenostavitev zakona, bilo kjerga, bo polovica ljudi pričakala z olajšanjem, a ne? En velik delež bo pa že študiral, kako zdaj na podlagi tega nekoga okoli prinesti. In to je tisto, ne, kjer jaz vidim, vsaka stvar, ki se pravi nekoliko razrahla, namesto da bi rekli, super, v redu, ni treba, že študirajo, kako bojo okoli prinesla. In dokler bo ta mentaliteta, nam ne pomaga nobena vlada. Dokler to ljudje sami pri sebi ne bomo razčistili, da pač, če krademo iz iste vreče, a ne, oziroma če ogoljufamo isto vrečo, da je, pol toliko časa nam ne pomaga bilo kjer predsednik vlade, bilo kjer ministri in tako ne. Tako da, ja. In to sedaj lahko prenesemo tudi na nižje ravni lokalne samouprave. Seveda, da je. Se strinjam. Zato recimo sem zadnjič pri sprejemanju odloka o oglaševanju imel toliko enih pripomb, ne, ker danes je sprejet, jaz sem ga predlagal, nosim vso politično odgovornost zanj, ampak še danes trdim, da ga je treba poenostaviti. Da nekdo, ko v društvu delamo, mora biti v 3 korakih jasno, kako bo zdaj tisto tablo lahko napopal, da bo oglaševal svoj, oziroma koliko bo mogel za to dati, oziroma kaj ne. Sprejemati odloke, ki so neživljenjski, ki še tisti, ki jih kreira, ne razume, kva piše, je zame neumnost. Je boljše, da ga ni. In sedaj se boste vsi županski kandidati in vsi ostali kandidati zbirali po vseh gostilnah vaških tukaj okrog, zato da boste lahko predstavljali svoje programe. Tega recimo tudi ne razumem. Ne? Prepoved je, ki sem jo mogel celo jaz podpisati, zato ker tako zakon nalaga, da se pred volitvami ne smejo, ne vem kaj, izvajati nobena dejavnost v prostorih lokalnih skupnosti. Ne? Jaz ne razumem, zakaj imamo mi pol sejno sobo dol. Ne? Jaz razumem, da nisi v šolah, pa da nisi v vrtcih, to je vse, pa v zdravstvenem domu, pa tako, ne, pa v knjižnici. Ampak naša hiša je prav zaradi tega, to je pa jak, če je pa kaj politično, je pa ta hiša. In naša sejna soba bi mogel biti prostor za vse stranke in za vse liste, da se noter lahko predstavljajo. Ne pa tako, kot ste rekli, zdaj pa iščemo vsako sobo, vsaki gostilni, pa prosimo, pa tako na mest. Recimo, to je eden izmed teh neumnosti, ki jih jaz ne razumem, zakaj točno so bile sprejete. Ker jaz bi razumel, da se sam župan dol predstavlja. Ne gre za to, gre za to, da so vsi. Za vse pod enakimi pogoji, ampak naj bo kakšen javni prostor pa tudi odprt. Je kakšna stvar, ki bi jo sedaj še želeli sporočiti? Sva kakšen projekt zdajle zanemarila, mogoče projekt čisto zate, ampak se odvija tako, kot ste pričakovali. So kakšna vprašanja dodatna? Vprašanje je veliko, ljudje tudi kar precej prihajajo. Trenutno imamo, mislim, da 16 gradbišč odprtih. Moja največja skrb je ta, da bi zdaj pred zimo vsaj nekaj teh gradbišč zaprli. Vsaj tista, ki so bila prva odprta. Dobro, zdaj recimo na srečo cesta v Žlebe bo v celoti asfaltirana in zaprta. Nekako v roku enega tedna bi morali začeti tudi na enih drugih gradbiščih, tudi ladja zdaj, ko bodo plin položili, pa ne vem, optika že, bojo tudi potem zasfaltirali in se odstranili. In potem je treba začeti asfaltirati tudi v Pirančah, tam, kjer je samo fekalna kanalizacija. Teče projekt, prvi zahtevki že laufajo, kot anekdoto lahko samo to povem, da recimo mi prve zahtevke že vlagamo tudi na ministrstvo za povračilo sredstev. Včeraj je bila ena naša sodelavka tam in je povedala, da je ta program, v kjer ga vnašamo, ne samo, da ga mi težko razumemo, recimo zdaj smo za energetsko sanacijo, to recimo ljudje nikoli ne opazijo. Sodelavke so soboto in nedeljo cel dan vnašale vse račune za energetsko sanacijo noter, vsega posebej v tisto aplikacijo, da smo lahko potem v ponedeljku dali. Ni sam, da pridejo ob 7 in grejo ob 3, to sem hotel reči. Tako da ta projekt, ki je to glomazan, kar je, ima odzadaj še
kupe in kupe in kupe enega dela, ki se ga na terenu nikoli ne vidi, no. Je pa Ja, včasih naši gledalci ga celo včasih opazijo, ker kakšen kabel se preseka in potem je slika naša Se strinjam, tudi slabša. ja, iz tega naslova pač jaz ne morem sicer opravičila v imenu izvajalcev dati, ampak smo jim povedali, da je pač to nedopustno. Mi imamo malo specifike, to je vaš kabelski sistem, imamo tudi specifiko to, da imamo kje vodovod, ki sploh ne vemo, da ga imamo, oziroma ki je vrisan drugje in tako naprej, ampak ko enkrat koplješ ceste v celoti, se zgodijo tudi take nevšečnosti, no. Skratka, glede na to, da se dogaja tudi v občini Vodice in v mestni občini Ljubljana, kakšne večje skrbi ni. Res gre za velik projekt. Ne, jaz mislim, da pa nas tudi se lepo laufa, se nimamo kaj reči. Za danes sva zaključila. Hvala za vsa pojasnila. Upamo, da smo dodali tisto dodano vrednost k vprašanjem. Določeni odgovori bodo podani tudi na soočenju županskih kandidatov, to pa tisto zadnjo sredo pred nedeljskimi volitvami. Nasvidenje.